V okviru projekta si se ukvarjal precej z raziskovanjem fenomena osamljenosti v sodobni digitalni družbi v času interneta in me zanimajo tvoje ugotovitve. Ja, zanimivo je, da v tem prepletenem svetu, ko smo toliko povezani drug z drugim, lahko tudi na digitalni način, ljudje doživljamo sami sebe čedalje bolj osamljeno. Fenomen osamljenosti se povečuje, sicer že od 80-ih let, ampak drastično pa se povečuje ta fenomen osamljenosti prav znotraj digitalne dobe. In vprašanje se postavlja raziskovalcem, zakaj je tako, zakaj se ljudje, kljub temu, da imamo recimo 5000 prijateljev na Facebooku, še vedno počutimo osamljene. In gre za občutek osamljenosti. Ne gre za to, da človek ne bi imel ljudi, s katerimi bi bil v odnosih, ampak da svoje odnose z drugimi doživlja, kot da je on nepomemben, kot da je neviden v teh odnosih, kot da on sam nima nobene vrednosti, nobenega pomena. Pravzaprav fenomen osamljenosti je fenomen izoliranosti od drugih, kljub temu, da sem lahko fizično z drugimi povezan. In vprašanje, ki si ga postavljajo raziskovalci, je, ali digitalna kultura in tudi digitalni mediji povečujejo to osamljenost, so vzrok za to, da se ljudje v tej dobi počutijo bolj osamljene, ali so pravzaprav lahko tudi spodbujajo preseganje osamljenosti, ne? In tukaj je pravzaprav zanimivo raziskovanje. Pravzaprav osamljenost ne bi bila prva stvar, ki bi jo povezovali z internetom. Internet pravzaprav že samo po sebi pomeni povezanost med mrežjem, mrežiti se. Res je, da je nekaj, kar so vprašanje všečkov, kar je vprašanje, bi lahko rekli, anonimnih občudovalcev, ampak med drugim imamo tudi Zoom tehnologijo srečevanja, Skype, torej tudi med osebnimi odnosi. Zato je zanimivo, ker osamljenost in hkrati pravzaprav velika količina tudi odnosov, bi lahko rekli. Tako, ampak to, kar se pravzaprav ugotavlja in ni nič novega, pravzaprav je stvar tudi naše vsakodnevne intuicije, bomo prišli do enakega zaključka, je to, da kadar ti mediji spodbujajo medsebojno povezanost tudi v živo, in tukaj je recimo povezava s tvojo temo, s telesnostjo, torej človek v telesnem odnosu iz obličja v obličje, iz oči v oči, pravzaprav doživlja samega sebe na celosten način, na pristen način. Takrat se počutiš zares sprejetega, razumljenega. Mi tudi, ko si pišemo ali tudi, ko komuniciramo prek digitalnih medijev, tudi če se vidimo, ni tako celostnega dojemanja drugega. Bolj resnično, bolj celostno se dojamemo takrat, ko smo skupaj v živo. In to je dokazala tudi korona in celotno naše življenje znotraj omejitev, fizičnih omejitev. Takrat smo videli to razliko, ne, med virtualnimi odnosi in odnosi v živo. In v bistvu zanimivo je to, da se danes mladi počutijo najbolj osamljene. Več raziskav je pokazalo, da med vsemi starostnimi skupinami v družbi se mladi danes počutijo najbolj osamljene. Zakaj? Po mojem mnenju, zaradi tega, ker so njihova pričakovanja po tem, kaj pomeni pristen, izpolnjen odnos, tako visoka, in jih gledajo v raznih serijah in digitalnih sporočilih, po drugi strani pa sami ne doživljajo tega na takšen način, kot se jim prikazuje, ne. In zaradi te diskrepance se počutijo, kot sem prej rekel na začetku, nevidne, nepomembne, nekoristne in zato pravzaprav osamljene. Prav to me zanima, ker danes morajo biti vse ugotovitve podprte z empiričnimi raziskavami. Vem, da si tudi sam veliko časa posvetil preučevanju tega. Tudi me zanima, kako so te raziskave pokazale razlike eventualno med starostnimi skupinami,
Tako da bi te prosil, če bi mogoče še kaj več povedal o tem. No, ravno to je res zanimivo, ne, da pri starejših ljudeh se ugotavlja, da digitalna sredstva zmanjšujejo njihovo osamljenost. Torej, da s pomočjo digitalnih sredstev ohranjajo stike s svojimi prijatelji ali pa tudi z otroki, z vnuki in tako naprej. In jim to pomaga presegati ta občutek osamljenosti. Tudi njihova pričakovanja verjetno so nižja po tem, kaj pomeni biti z nekom v odnosu. Mladi, ki pa šele vstopajo v svet in ki nimajo izkušenj, kaj pomeni en pristen odnos, si pa mogoče predstavljajo to mnogo bolj izpolnjeno, polno, barvito in vse podobno. In potem, ker tega nimajo, sami sebe zaznavajo bolj osamljene, ne? In verjetno je to tudi razlog, da teh končnih rezultatov, da so mladi bolj osamljeni kot starejši. Zdaj, zdi se mi zelo pomembno to, da doživljanje osamljenosti je pravzaprav tako kot občutek žeje. Tako pravi John Cacioppo iz Chicaga, ki je raziskal osamljenost, pravi, mi tako kot imamo občutek lakote, občutek žeje, imamo tudi občutek osamljenosti. Naše telo nam sporoča, da nam nečesa primanjkuje. In ko dobimo to sporočilo iz našega telesa, takrat odreagiramo. Če sem žejen, vzamem kozarec in spijem. Lahko pa seveda že prej pijem in ne bom žejen. Torej, če bom poskrbel za to, da bom hidriran, potem v bistvu ne bom prišel do tega, da bi bil pretirano žejen. In podobno, on pravi, je tudi pri osamljenosti. Če imam jaz pristne medsebojne odnose, potem ne bom čutil tega občutka osamljenosti. Če pa nimam teh pristnih, oziroma ko mi začne primanjkovati teh odnosov, potem začutim v sebi praznino, osamljenost. In to je samo sporočilo, pojdi, druži se z nekom, poišči nekoga, ki ti je pomemben, ki prepozna v tebi nekoga, ki je vreden za njegovo življenje, ki ti bo dal občutek, da si ti njemu pomemben in tako naprej. In v tem smislu je potrebno tudi ta občutek osamljenosti nekako destigmatizirati. Torej, da nimaš stigme, jaz sem pa nesposoben oblikovati odnose, ampak ali pa jaz sem pa zdaj nevreden za ljudi okrog sebe, ali pa jaz sem nepomemben. Ni smisel, da bi ostal v tem občutku, ampak je smisel, da mi ta občutek daje spodbudo, da si poiščem družbo, da naredim nekaj, en korak v tem, da bom zgradil te pristne odnose. Če se ne motim, so določene raziskave zadevali tudi slovenske dijake, se pravi še mlajšo populacijo, ne samo že mlajše odrasle. Mogoče kakšne specifične posledice oziroma rezultati teh raziskav? Ja, prav mi smo delali to raziskavo tudi v okviru tega našega projekta. In sicer smo ugotavljali, kako mladi uporabljajo digitalna sredstva, katera omrežja uporabljajo, katere tehnologije in tako naprej. In ob tem tudi kakšen vpliv ima pravzaprav, ali obstaja neka korelacija med občutkom osamljenosti in dobo, ki jo preživijo na digitalnih sredstvih. In podobno kot druge raziskave je tudi naša raziskava pokazala, da več, ko so na digitalnih sredstvih, bolj se počutijo osamljene. Seveda, to še ne pomeni, da vemo, kaj je vzrok in kaj je posledica, ali je občutek osamljenosti vzrok za to, da nekdo prvenstveno išče stike samo preko digitalnih sredstev, ali je to, da je v digitalnem svetu vzrok za to, da se počuti bolj osamljeno, ne. Verjetno je prvo, ne? Torej, ker si bolj osamljen, potem več časa porabiš in potem
si znotraj tega začaranega kroga, verjetno. Ampak glavna ugotovitev, ki je prišla prav iz tega raziskovanja osamljenosti, je v tem, da tisti, ki se vedno počutijo osamljene, teh je samo 2,4% od 700 približno dijakov, ki so bili vključeni v raziskavo. Torej ni prav veliko jih tistih, ki se vedno počutijo osamljene, ampak razlika med tem, koliko so sposobni iskati stik z drugimi, je bistveno manjša od tiste skupine, ki so rekli, da se pogosto počutijo osamljene. Tisti, ki se pogosto počutijo osamljene, in tisti, ki se redko počutijo osamljene, in tiste, ki se nikoli ne počutijo osamljene, vsi ti imajo v sebi še moč za to, da najdejo stik z drugimi, da poiščejo stik z drugimi, da imajo neke interese, ki jih potem peljejo ven iz njihove osamljenosti. Medtem ko ti, ki se pa vedno počutijo osamljene, ti pa pravzaprav nimajo te moči. In ključno se mi zdi, zato je, da opazimo, kdo so taki dijaki, taki mladi, da se do njih pristopi pravočasno in da da vemo, da sami ne bodo mogli priti ven. To je približno tako kot nekdo, ki bi bil v gostilni in bi imel ogromno možnosti, da bi nekaj spil, ampak on sploh ne bi vedel, da je res žejen, oziroma ne bi imel te moči, da bi sam prosil za pijačo. To se pravi, nekdo drug mora poskrbeti za to, ker opazi, da je nekdo v eni taki stiski, da mu pomaga. No, to se mi res zdi pomembno, da vidimo, da v večini primerov je seveda človek sam odgovoren za to, da preseže to osamljenost, v nekaterih primerih pa verjetno te moči posameznik nima v sebi. Tudi verjetno je problem v tem, da kaj zdaj pomeni tudi neko, bi lahko rekli, telesno druženje, ki ni zgolj virtualno, ker včasih na pol v šali ugotavljamo, da mladi sedijo skupaj za mizo in gledajo svoje mobilne telefone. Da je tudi tukaj že problem, kako pravzaprav sploh, bi lahko rekli, dati nek protistrup osamljenosti, kaj zdaj pomeni dejansko se srečevati, komunicirati. Je bila mogoče še kakšna ideja v tej smeri? Ja, prav to je tudi eno od opažanj, da je lažje obvladovati odnose v virtualnem svetu. Kar pomeni, ti lahko ta odnos prekineš, kadar hočeš. Torej, ti si gospodar, absoluten gospodar odnosa. In medtem z enim klikom lahko končaš. Če te nekdo ozmerja ali karkoli, lahko to narediš takoj, prekineš odnos. Medtem ko v živem odnosu pa je seveda velikokrat treba zdržati to napetost, ne. Ampak prav preko tega pravzaprav se oblikujemo kot ljudje, rastemo, se razvijamo. Po drugi strani je pa tudi res, da ta odnos v živo, tudi če nekomu izrečeš kritiko, bo ta kritika lažje sprejeta v živo kot preko digitalnih sredstev. Zakaj? Zato, ker v živo ti čutiš tudi mene, vidiš moje geste, vidiš moje reakcije, slišiš boljše moj ton glasu, barvo glasu, čutiš mojo naklonjenost, dejansko se začutiva v tem odnosu. Medtem ko jaz preberem sporočilo ali mogoče lahko tudi slišim, si sam v svoji glavi ustvarim, kaj si drugi misli o meni. Kritika postane bolj črna, bolj močnejša in zaradi tega seveda tudi nekdo doživlja sebe manj vrednega in tudi mogoče v strahu, da je za nekoga drugega nepomemben, ne. Tako da,
Kadar ta digitalna sredstva pravzaprav podpirajo te odnose v živo, so zelo dragocena tudi za ohranjanje odnosov. To je, prej, ko sem govoril, razlika med starejšimi in mlajšimi, to raziskave zelo dobro pokažejo. Pri starejših digitalna sredstva spodbujajo ohranjanje odnosov in predstavljajo sredstva za zmanjševanje osamljenosti, in starejši ljudje, ki več uporabljajo digitalna sredstva, se počutijo manj osamljene. Pri mladih je pa obratno. Tisti, ki več uporabljajo digitalna sredstva, se počutijo bolj osamljene. Ja, tukaj pravzaprav sva prišla iz vprašanja osamljenosti, pravzaprav vprašanja kvalitete odnosa. Ja. Se pravi, da osamljenost sama kot fenomen je, bi lahko rekli, nek epifenomen nečesa globljega, kako pravzaprav živeti odnose in da je to tudi tisto, kar je v digitalni kulturi, če tako rečemo, najbolj na udaru. Sej, mogoče bi pa tukaj kar šla zdaj k tebi in k tvojemu raziskovanju telesnosti, ki se mi pa zdi, da se tukaj le tudi povezuje to, do česar sva prišla. Torej, to, da digitalni svet po eni strani se zdi, kot da je svet umnega, matematičnega, abstraktnega, po drugi strani je pa svet podobe, vizualnega pomena. Kako ti v svojem raziskovanju prepoznavaš pomen telesnosti v tej, kako se je mogoče samo spet doživljanje fenomena telesnosti spremenilo znotraj digitalne dobe, kaj pomeni podoba v digitalni dobi? Ja, hvala. Torej, kot prvo je to, da digitalno kulturo ali pa digitalni svet povezujemo z nečim, kar nima neke materialne telesnosti. Ko vidimo na ekranu neko pokrajino, vemo, da obstaja razlika med tem, če smo mi telesno navzoči pred to lepo goro ali pa če jo vidimo na sliki. Obakrat imamo sicer neko vizualno sprejemanje vtisov, ampak zelo dobro razlikujemo oboje. In dejansko je sposobnost digitalnosti prav to, da nam na nek način lahko pričara tisto, kar je bilo dolgo časa samo telesno dostopno, in zdaj pravzaprav na ta virtualni način, pravzaprav, če želimo idealen, idejni, umni način približa. Se pravi, da mi tako rekoč brez svoje telesne angažiranosti, mi nismo pred to goro, ampak kljub vsemu doživljamo to goro. Tako da po eni strani ima ta celotna digitalna tehnologija nek značaj tega, kar bi mogoče nekateri znanstveniki, zlasti Dreyfus, ameriški, rekli disembodiment, kar bi pomenilo na nek način breztelesnost. Ker je dovolj, mi tudi vemo, da dostikrat tudi dejansko mi pozabimo lahko na telo, pozabimo tudi na lastno telo, tako da je pri digitalni tehnologiji nek zanimiv razkorak med pravzaprav to polnostjo resničnosti, dražljajev in hkrati bi lahko rekli, kakor da ti nimajo tiste telesno-materialne podlage. Nekateri govorijo o digitalni migraciji tukaj. V tem smislu, da nisem tukaj, recimo, kjer sem s telesom, ampak sem drugje, kjer sem s svojimi idejami, mislimi. Tako. In da pravzaprav spet, če je to pretirano, verjetno lahko negativno tudi vpliva na odnose življenjske. Zdaj je tako, da zdaj sicer to že zelo stara aplikacija, se je imenovala Second Life. Zdaj se bojim, da je že mnogo bolj sofisticiranih aplikacij, ampak je bila ravno to, da si lahko potem, ko si se vrnil iz dela, tistega realnega, se umaknil v to drugo življenje, Second Life, na virtualni platformi, kjer si prevzel določeno podobo in si se tam tako rekoč združil ljudi in si vodil drugo življenje. In to je ena zanimiva prispodoba te migracije, da pravzaprav človek potem ne živi, bi lahko rekli, v svoji telesni navzočnosti, ampak na nek način, tako kot dostikrat rečemo, pade noter, kakor včasih rečemo, tudi pade v film. Zdaj je zanimivo, da je tukaj tudi nek globlji pomen, jaz celo včasih rečem, da gre za digitalno metafiziko,
Zato, ker imamo podobno že kot pri Platonu, če tako rečemo, v metafiziki ali pa v nekem dualizmu, imamo dva svetova. Imamo, bi lahko rekli, svet tistega neposrednega svojega občutja, doživljanja in hkrati svet, ki mi ga pričarajo podobe in ki mi ga pričarajo slike. In ne nazadnje celo tako, da je zelo zanimivo, ampak ta svet, digitalni svet, je dejansko napravljen na idealiziran način. Mi moramo vedeti, da pravzaprav v ozadju, v realnem ozadju virtualnih slik so matematični procesi. Predvsem se pravi, cela digitalizacija pomeni prevod vsega materialnega v neke merljive količine, v podatke, v informacijo. Lahko bi celo rekli, da v digitalni tehnologiji informacija dobi tisto vlogo, kot jo imajo Platonove ideje. In informacija samo po sebi se zdi nekaj umnega, nekaj breztelesnega, nekaj, ki sicer kar potrebuje nekega materialnega nosilca v smislu nekega hardvera, ampak po drugi strani je ta informacija nekako duhovnega. Torej, zanimivo je, da dejansko imamo prav zaradi te dualizma, raztelesenosti, celo potem ljudi, ki verjamejo, da mi smo predvsem bitja informacij in da je celotna naša osebnost v našem umu, in da bi se mogoče celo dalo naš celoten mind prenesti na neko digitalno platformo, ga spremeniti. Se pravi, kaj je to zanimivo, da imamo pravzaprav nek nov dualizem, ki ga prinašamo v ta svet. Ampak po drugi strani pa so podobe zelo pomembne. Torej, prav te podobe, sploh če gledamo tudi pri otrocih in tako naprej, je fascinacija teh podob, kjer sicer gre za redukcijo resničnosti, ampak je ta tako močna, tako nabita z nekimi močnimi impulzi, da prevzame pravzaprav naše celotno bitje in te posrka vase. Absolutno. Tukaj je treba to razlikovati, ker to je tudi ideja tega, ker mi največkrat se ne zavedamo teh informacij. To je pravzaprav tista infrastruktura, ki jo poznajo tehniki, medtem ko učinek naj bi bil pa ravno ta. Celo več, mi pravzaprav celo želimo ali pa iščemo, da bi v tem digitalnem svetu doživeli več kot v resničnem svetu. Tako da spet eni drugi avtorji govorijo o hiperizkustvu, ker ti ojača izkustvo, ker ti da več dražljajev, kot sicer lahko dobiš. Ampak tisto, kar je mene mogoče še bolj zanimalo, je pravzaprav, kako se človek počuti, ki živi zelo dosti v digitalnem svetu, ki po eni strani ravno s tem, ko toliko časa preživi pred ekrani, malo pozabi na svoje lastno telo, pozabi, da živi v svojem lastnem telesu, ker je migriral s svojimi besedami v nek drugi svet. Po drugi strani pa je zanimivo, da je pa lastno telo se na nek drugi način strašno močno vrača v ta svet nazaj, to je pa namreč podoba lastnega telesa. In to je pa, mislim, da je tisti velik razkorak ali paradoks, da po eni strani digitalni svet je sam po sebi svet, ki zapostavlja telo, ker mu je dovolj neka pojavnost, nekaj, predvsem skozi podobo, tudi skozi zvoke. Po drugi strani pa je lastno telo še vedno pomembno, ker mi ne moremo brez lastne utelešenosti, ampak tukaj ne telo kot moje živeto telo, temveč kot objektivirano, razumljeno, videno, koncipirano telo ali, če želimo, idealna podoba telesa. A lahko mogoče to malo razložiš, to živeto telo, se pravi doživljanje svojega telesa in pa to objektivirano telo kot reprezentacija, recimo. Tako. Jaz mislim, da je to čisto izkustvo, ki ga imamo vsi od nas, to ni nič posebnega, čeprav je filozofija mogoče sodobna bolj opozorila na to, da imamo mi nek takšen dvojen, ampak to ni razdvojen, to je samo dvojnost do sebe. Mi po eni strani smo že vedno utelešeni. Mi naše umevanje, karkoli počnemo, tudi tako delamo najbolj zahtevno matematiko, jo na telesni način dojemamo, delamo jo, se počutimo, počutja so v temelju telesna počutja, se pravi, mi smo tako rekoč vedno utelešeni in ravno to, da živimo telo od znotraj, je tisto, kar bi lahko imenovali živeto telo. Mi celo, ko sebe gledamo v ogledalu, najprej potrebujemo svoje telo, torej mi ga vršimo skozi gledanje, zato da potem pa tudi napravimo pa idejo tega, kaj zdaj vidimo. In seveda, se pravi, da imamo razkorak, da mi pa potem tudi do lastnega telesa in do teles drugih zavzamemo pa tudi način, kako jih razumemo, kako jih vidimo, kakšno podobo si ustvarimo o njih. Ampak
še enkrat, najprej je živeto telo pred mojo podobo. Včasih celo pozabimo, jaz včasih pozabim, koliko sem že star in se šele potem v izložbi vidim in se malo zgrozim. Ker je živeto telo mlajše. Ker je živeto telo mlajše, pa predvsem živeto telo je telo, ki spontano živi, ki si ga že uporabljal, ampak to je edino življenje, ki ga imamo. Se pravi, tudi nekdo, ki je v second lifeu, tudi on mora vsake toliko na stranišče, tudi on mora iti v kuhinjo po sendvič, se pravi, tudi on ne more skočiti ven iz svojega živetega telesa. A lahko mogoče za zaključek še nekaj rečeva o krščanstvu in inkarnaciji in kakšno sporočilo bi pa krščanska vsebina dala tej podobi telesa, telesnosti v sodobnem digitalnem svetu? A lahko je tudi danes sporočilo odrešenja za sodobnega človeka? Jaz bi mogoče samo še zaključil s prejšnjo mislijo, ko bi rekel, da smo hkrati pod zelo velikim pritiskom, zlasti mladi, kakšna je naša podoba telesa. In da je ta razkorak med živetim telesom in med tistim telesom, kakor si ga jaz predstavljam, da bi moral biti, tisto telo, ki bo dobilo dosti všečkov, tisto, kako me bodo ocenjevali drugi, da je tukaj postal nek realni problem, velik problem. Se pravi, da smo mi po eni strani raztelešeni v digitalnem svetu, po drugi strani pa obsedeni s telesom, ampak ne s telesom kot svojim telesom, temveč z podobo telesa, z virtualno podobo telesa. Tako. In zdaj bi pa lahko tudi rekli, kot prvo krščansko vero so dostikrat povezovali z neko sovražnostjo do telesa, ker so rekli, se veste, to je vse greh, kar je telesno, ampak v resnici je krščanstvo med religijami religija, ki bi je daleč najbolj radikalna, ker najbolj vključi telo, še huje, pravzaprav Bog je sam privzel telo. To je tako rekoč nezaslišana trditev, kar pomeni, ampak zdaj kakšno telo? Ni prevzel neke podobe telesa, ampak je prevzel življenje od znotraj, tako rekoč delil je z nami živeto telo, hotel je v polnosti živeti. To zdaj pa ravno pomeni, da krščanstvo samo po sebi pravi, da je telo tisto, ki je nujno za celovito doživljanje človeka, ampak spet telo v krščanstvu, tako kot v celotni judovsko-biblični tradiciji, ni nikoli samo sebi namen. Vedno smo v odnosu in to se mi zdi pa še nek ključni dodatek, ker mi smo kljub temu lahko, če se zdaj samo vračamo k telesu, v končni fazi so vse tudi ukvarjena s telesom, tudi dobro počutje, well-being pa wellness, je lahko to neka egoistična zagledanost lastno telo, tudi za svoje lastno doživetja. V krščanstvu je pa to, da smo mi utelešeni, ampak zakaj smo utelešeni? Zato, da imamo lahko utelešene odnose. In ne nazadnje lahko celo rečemo, zakaj bi, pojdimo tako daleč, Jezus privzel telo, beseda postala telo, meso, ja, ne zato, da bi on samo z nami delil, ampak da bo ne nazadnje celo to telo daroval, da bo na nek način za odnos, da bo to telo za odnos. In zato se mi zdi zelo pomembno, da imamo dve sporočili in s tem se navežemo tudi na tvojo prvo temo. Odnos, pristen odnos je utelešen odnos. In mi, tudi osamljenost, je takrat ne samo, ko smo mi virtualno osamljeni, ampak ko mi potrebujemo tudi bližino, mi potrebujemo, ni nujno, da potrebujemo dotik, ampak če ne drugega potrebujemo nasmeh, potrebujemo vzgib telesa in hkrati bi lahko rekli, da tudi svoje telo vedno razumemo kot telo še za nekoga v odnosu in da je tukaj neko sporočilo, ki lahko postavlja neko protiutež, da ne rečem celo protistrup proti takšni digitalni, bi lahko rekli, digitalnemu raztelešenju človeka. Ja, nekemu redukcionizmu. Po drugi strani pa seveda ne gre za to, da bi zavračali ta digitalni svet, ki nam ogromno stvari lahko omogoči, olajša življenje, ampak da ne bi v tem digitalnem svetu pozabili na telo, ki je pa ključno tudi za naše medosebne odnose. Točno tako.